Lep dober dan voščim, spoštovane gledalke in gledalci. Žal ne morem reči tudi obiskovalke in obiskovalci, ampak verjamem, da bo naše druženje, čeprav tako nadaljavo, kljub temu zelo prijetno. Kot veste, CMEPIUS letos že 15-tič nagrajuje zgodbe uspeha, primere dobrih praks mednarodnega sodelovanja, ki seveda izvirajo iz programov in pobud, za katere skrbi CMEPIUS. In jabolka kakovosti simbolizirajo odkrivanje novega sveta, vedenja, nekoč vse veste greh, danes pa simbol napredka, svobodne volje in odkrivanja neznanega, kar odlično predstavljajo tudi današnji nagrajenci. Pri najboljših vsako leto znova iščemo kakovost, odličnost, učinek na profesionalni razvoj izobraževalcev in vpliv na institucijo, ki izvaja mednarodne projekte. Nekateri pa, kot boste videli, izkazujejo tudi učinek na sistem in čisto vsi zagotovo izstopajo v svojih mednarodno pisanih zgodbah. In ker je, kot rečeno, letošnje leto posebno, je posebna tudi letošnja podelitev nagrad. Danes ne sedimo v lepo okrašenih dvorani, nismo na trnih, kdo bo prejel nagrade, kajti nagrajenci so že znani in so, upamo, vsi nagrade tudi prejeli nepoškodovane in verjamemo, da so jih te zelo razveselile. No, vseeno bomo danes skupaj z nagrajenci in skupaj se bomo veselili, sodobna tehnologija nam to k sreči omogoča, da smo torej povezani, čeravno na drugačnih, na različnih koncih Slovenije. S podelitvijo teh nagrad si želimo, da tudi širša javnost spozna učinke dobrih praks razvoja in načinov mednarodnega sodelovanja na izobraževalce, institucije in na izobraževalni sistem na nacionalnem ali mednarodnem nivoju. Nagrajencem pomenijo seveda tako čast, verjamem, kot tudi odgovornost, da svojo lastno zgodbo o uspehu sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem tistim, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo. No, tudi letos smo poleg jabolk podelili tudi nagrade Zlati kabel. Ta je že leta nagrada najboljšim projektom v programu eTwinning. Projekti pletajo pomembne zgodbe, ki spreminjajo učilnice, motivirajo učence in izboljšujejo sistem izobraževanja in dostikrat vodijo tudi v večje mednarodne projekte programa Erasmus+. Ampak preden se posvetimo današnjim nagradam in predvsem nagrajencem, vabim k uvodni besedi vašo današnjo gostiteljico, direktorico CMEPIUS-a, doktorico Alenko Flander. Dober dan, lepo pozdravljeni, spoštovani dragi nagrajenci, udeleženci. Tako kot je letošnje leto posebno, so tudi naša jabolka letos posebna. In čeprav v virtualni obliki nadaljavo smo si želeli, da bi kljub temu našo podelitev teh pomembnih nagrad pričarali nekaj svečanega vzdušja in tistih pozitivnih vibracij, ki si jih vsako leto v decembru tako veselimo. Nedvomno je leto 2020 tisto, ki nas je najbolj zaznamovala naša ranljivost in minljivost vsega, kar se nam je še včeraj zdelo samoumevno. Naši bližnji, zdravje, povezovanje. Ves svet je bil naš. Sploh za vse nas in vas, ki smo bili tesno vpeti in prepleteni v mednarodno sodelovanje, v poti raziskovanja drugačnosti. Wuhan je bil lanski december še tako zelo daleč. A da je svet globalen, da smo vsi med seboj soodvisni, pa smo se zelo hitro, čez par mesecev, zavedali tudi sami. Še tisti najmanj prepričani o tem, da je že zdavnaj minil čas, ko si lahko deloval in živel zgolj in samo lokalno. Zavedali smo se relativnosti prostora in časa, tako kot je ugotavljal pripovedovalec v romanu Pokliči me po svojem imenu, da je čas vedno samo izposojen. Agent, ki nam ga posoja, pa svoje plačilo vedno zahteva ravno takrat, ko smo najmanj pripravljeni nanj in si moramo za to izposoditi še več časa. Je pa leto 2020 tudi leto, ko se izteka 7 let programa Erasmus+. Programa, ki je med evropskimi državljani že dolgo časa med 3 najbolj prepoznavnimi učinki skupne Evrope. Poleg miru in skupne valute. In naša želja je, da se mednarodno sodelovanje, ki ga program spodbuja, prepozna kot eno od možnih oblik oziroma eden od načinov razvoja izobraževalnega prostora. Z namenom opremiti tistega, ki uči, in tistega, ki se uči, s kompetencami digitalnimi in medkulturnimi, ki omogočajo lažje življenje in delo v današnjem globalnem okolju in družbi. Tudi v izzivih tega leta se je za vas, pedagoško in strokovno osebje, izkazalo, da vas je mednarodno sodelovanje opolnomočilo tudi za poučevanje in sodelovanje nadaljavo.
da vam v projektih pridobljene izkušnje pomagajo pri bogatitvi pouka, umeščanju raznolikih vsebin v kurikul, motiviranju učencev, pa tudi kolegov učiteljev. Nedvomno imajo vse letošnje omejitve velik vpliv tudi na naše mednarodno sodelovanje v fizičnem smislu, pa vendar velja poizkusiti in izkusiti tudi možnosti, ki jih prinaša virtualno sodelovanje. Zagotovo niso učinki enaki, ko se z ljudmi srečujemo osebno in spoznavamo tuje krajo. Verjetno te oblike res tudi niso najboljše za učence in dijake, za učno in strokovno osebje pa kljub temu omogoča izmenjavo izkušenj in povezovanje s kolegi v tujini. Mi na Cmepiusu smo se na primer v prvem valu omejitev čisto vsak dan dobivali ob isti uri na spletu. V teh dneh se dobivamo enkrat na teden. In smo ugotovili, da se tako nadaljavo v bistvu z nekaterimi vidimo in slišimo večkrat, kot ko smo v službi. Da smo stkali medsebojne odnose, mora biti bolj, kot smo se pretekla leta trudili. Vsaka situacija nudi tudi določene priložnosti, čeprav se nam verjetno v tem trenutku zdi, da je predvsem več težav. In zagotovo ste vsi, ki te dni poučujete v težkem in nezavidljivem položaju. Ampak prav zato se je smiselno tudi v teh trenutkih povezati z vašimi kolegi v tujini, si pogovoriti o izkušnjah in težavah, priložnostih in rešitvah. George Bernard Shaw je rekel, če imava jabolki in si jo izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, imava vsak po dve. Zagotovo smo v teh dneh številni odrasli tudi apatični in brez volje. Ker delamo doma, smo omejeni pri gibanju, vi učitelji, ker poučujete na način, ki vam ni najbolj blizu. Razumljivo. Ampak kot je rekel norveški minister v svojem nagovoru v zahvalo njihovi mladini za vsa odrekanja v času COVID, mi odrasli bomo tudi še čez leto dni odrasli. Medtem, ko pomlad, ko boš star 14 let, ne čaka potrpežljivo, kdaj lahko pride. In poletje pri 17 se nikoli več ne vrne. Mi odrasli govorimo o naslednjem poletju, medtem ko naslednje poletje, ko si mlad, ne obstaja. Obstaja samo tukaj in zdaj. In ti mladi, ne le da so morali v dani situaciji svoje življenje dati na stran, da lahko zaščitijo druge, mnogi med njimi zaradi tega tudi sami trpijo posledice, ki jih prinaša šolanje od doma. Zato vem, da se bomo vsi skupaj za njih potrudili, kot učitelji in kot starši, ker za dobro in uspešno prihodnost potrebujemo izobražene ljudi. Rimski dopisnik televizije Slovenija Janko Petrovec je enkrat zapisal, da izobraženci berejo in pišejo. Vmes tudi gledajo, poslušajo in tipajo in tudi govorijo ali pa uprizarjajo. Ampak temeljno je branje in pisanje. Kdor samo bere, je pač bralec. Kdor samo piše, je ponavadi nevaren. Kdor pa niti ne bere in niti ne piše, ampak samo šera, je pa, citiram, čisto navaden butelj. Zato za boljši jutri potrebujemo izobražene ljudi. Naši nagrajenci nedvomno oblikujete in razvijate vse tisto dobro in pomembno med mladimi v vaših kolektivih in v sistemu. Upam, da bo danes vaše pomembne dosežke ter tudi poglede in mnenja o premikih, ki jih mednarodno sodelovanje prinaša, slišalo veliko ljudi. Nekateri, da bodo ob vaših mislih tudi sami prikimali, drugi, da se za sodelovanje morebiti opogumijo tudi sami. Čez nekaj dni bo prišel praznični čas. Vonj po potici, cimetu in čaju. Lepih želja in razmišljanj in spoznanj o tem, kaj je resnično pomembno. Naj bo spodbudno, ustvarjalno in zdravo. In če zaključim z verzi Johna Lennona iz pesmi Imagine. Vem, porečem ti, kar sanjaj, a povem ti, nisem sam. Upam, da se nam pridružiš in naš svet bo kot en sam. Hvala in čestitke vsem letošnjim nagrajencem. Hvala lepa tudi vam, doktorica Flander. Bom izkoristil priložnost in povabil vse, ki nas spremljajo, da po koncu prireditve kljub slišanemu z veseljem šerajo po Facebooku ta posnetek, pa ne boste seveda nikakor tako označeni, ker verjamemo, da zelo radi tudi berete in pišete. No, zdaj pa je pred nami še en nagovor in sicer nas bo pozdravila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec. Prosim za posnetek. Spoštovane in spoštovani, izobraževanje je nedvomno eden glavnih nosilcev evropske družbe in evropskega načina življenja. Izobraževanje v Sloveniji in ostalih državah članicah Evropske unije ima korenine v evropskih vrednotah, kot so svoboda, raznolikost, spoštovanje človekovih pravic, socialna pravičnost, solidarnost, predvsem pa enakost.
To vse so hkrati tudi vrednote, ki jih program Erasmus Plus neguje že od samega začetka. Udeleženci programa pa te vrednote živijo in jih promovirajo. Erasmus Plus je Evropska unija v malem, je odraz njenega slogana Združeni v različnosti in je tudi poligon za razvoj še kakovostnejše, še boljše, še modernejše vizije izobraževanja za prihodnost. Erasmus Plus je 853.000 Evropejcev, ki so v letu 2018 študirali, se usposabljali ali bili del projektov prostovoljstva. Gre za 853.000 zgodb posebne rasti, lastnega dojemanja Evrope in vizij za prihodnost znanja. Enako velja za programe eTwinning, kjer ravno tako številke govorijo zase. 680.000 učiteljev in vzgojiteljev, ki sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav. Z drugimi besedami, nešteto možnosti za izmenjave dobrih praks in največja virtualna evropska skupnost poučevanja in učenja, ki omogoča profesionalni razvoj šolskega osebja, bogatitev pouka in s tem seveda prispeva k večji kakovosti v izobraževanju. Erasmus Plus in eTwinning odločno krepita slovenski izobraževalni prostor. Nadgrajujejo se učne vsebine, razvijajo se inovativni pristopi v učenju in poučevanju in krepijo se kompetence izobraževalcev. Napredek je viden tudi na področju izvajanja poklicne mature ter nadgradnji praktičnega dela dijakov pri delodajalcih. Izkušnje kažejo, da je Erasmus Plus uspešno prispeval pri povezavah gospodarstva z izobraževanjem in učečim se prinesel kompetence, ki jih zahteva delo v tujini. Lahko bi torej rekli, da sta Erasmus Plus in eTwinning okno v svet za slovenski izobraževalni prostor. In tukaj gre za dvosmerno izmenjavo. V svet pošiljamo odlične slovenske prakse, s katerimi se lahko pohvalimo, nazaj dobimo ideje, kako bi izboljšali tista področja, kjer je prostor še za izboljšavo tudi pri nas. V tem plodnem procesu imajo glavno vlogo ravno projekti in posamezniki, ki so bili nagrajeni. To so projekti, ki so celovito pristopili k mednarodnim aktivnostim, jih odlično upeljali v svoje redno delo in delovanje svoje organizacije z namenom dviga kakovosti izobraževanja. To so posamezniki, ki so nadgrajevali svoj profesionalni razvoj ter razvoj svojih sodelavcev, svoje ekipe. Z vnosom mednarodnih vsebin v učilnice, predavalnice, kabinete in zbornice so zagotovili krepitev medkulturnih kompetenc, ključne lastnosti za uspešno umeščanje v sodobno družbo. Vsem nagrajencem iskreno čestitam in upam, da bo prejeta nagrada le spodbuda za še več motivacije, poguma in želje po širjenju obzorij. V času, ko se Slovenija pripravlja na prevzem predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici naslednjega leta, je prav, da na prihodnost znanja in izobraževanja gledamo širše. Želim si, da bi slovenska vizija izobraževanja in znanja nastajala vzporedno z evropsko in da bi Slovenija v evropskem in širšem mednarodnem prostoru odločno krojila to vizijo. Tukaj računamo na pomoč vseh vas, saj bomo vizijo uspešno uresničili le, če jo bomo ponotranjili in pri njenem upravljanju sodelovali prav vsi tisti, ki imamo ta interes, željo in smo pripravljeni prevzeti del odgovornosti. Hvala za vašo pozornost. Ostanite zdravi in srečno vam želim. Ja, hvala lepa ministrici za te besede. Zdaj pa je torej čas, da začnemo z razkrivanjem nagrajencev. Ti pa vam bodo zagotovo, prepričan sem, z veseljem pokazali tudi nagrade, ki so jih, kot že rečeno, že prejeli. Najprej torej predstavljamo nagrajence Jabolk kakovosti v programu Erasmus Plus na področju šolskega izobraževanja. Nagrado prejme Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Koordinatorici programa sta bili Ada Holcar-Brunauer in Brigita Žarkovič-Adlešič. Gre pa za projekt Glas učenca Most do učenja oziroma Bridge, ki ga je koordiniral Zavod za šolstvo. Projekt se je osredotočal na različne načine sodelovanja učitelja z učenci, pri čemer so učitelji odkrivali in uvajali nove prakse poučevanja ter se izpopolnjevali v ustvarjanju aktivnega partnerstva z učenci.
Druga nagrajenka je osnovna šola Bistrica ob Sotli in koordinator Bogomir Marčinkovič. V 3-letnem projektu 2 partnerskih šol z naslovom Ukrotimo kompetence 21. stoletja so projektne skupine učiteljev razvijale kompetence na področju sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in se seznanile s teorijo in prakso uporabe IKT pri poučevanju. In tretja nagrajenka, to je osnovna šola Dragomelj, koordinatorici projekta Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih, sta Barbara Rogelj in Amela Jahič. Naslov projekta sem predstavil. Kot rečeno, ta predstavlja prvo mednarodno izkušnjo šole, ta jim je prinesla številne ideje za pripravo individualnih programov, s katerimi svoje izobraževanje prilagajajo potrebam učencev in krepijo inkluzijo. In zdaj lepo vabim predstavnike, torej nagrajenih ustanov, da vklopijo svoje kamere, da vklopijo svoje mikrofone in da se lahko z njimi seveda tudi na kratko pogovorimo. Najprej je z nami dr. Vinko Logaj iz Zavoda za šolstvo. Kot sem že omenil, v projektu Glas učenca Most do učenja Bridge so se pri Zavodu za šolstvo osredotočili na različne modele sodelovanja učiteljev z učenci, ki spodbujajo aktivno vlogo učenca pri pouku. Gospod Logaj, dober dan. Lep pozdrav, dober dan. Torej, vprašanje za vas, kako bodo ti modeli v praksi, po vašem mnenju, izboljšali kakovost slovenskega šolskega sistema oziroma kakšen učinek bo imel ali pa že ima ta projekt na šolski sistem? Če mi dovolite najprej, lep pozdrav in se v imenu sodelavk in sodelavcev zahvaljujem, da je bil projekt na CMEPIUS-u prepoznan in da smo zanj prejeli to priznanje. Veseli nas in seveda smo zelo ponosni, da smo lahko v družbi letošnjih prejemnikov priznanj in naj povem, da ima veliko zaslugo za to na Zavodu za šolstvo ravno dr. Ada Holcar-Brunavel, ki je ta projekt vodila in koordinirala. Sedaj pa k odgovoru. Mi smo zadovoljni, da so rezultati projekta močno živi v številnih šolah. Rad bi poudaril, da tu ne gre le za vsebino in pa neposredne aktivnosti, pač pa za neke vrste spreminjanje miselnosti, ki vpliva na samo kakovost in pa tudi na rezultate vzgojno-izobraževalnega procesa. Gre za to, da postavljamo v ospredje vzgojno-izobraževalnega procesa aktivno vlogo učenca in tudi njegovo odgovornost za učenje. In da smo usmerjeni v tiste oblike dela, ki povečajo motivacijo pri šolajoči mladini in tako dalje. Torej, gre za neke vrste razvoj nove poučevalne prakse, ki je v nekaterih sredinah že na izredno visokem nivoju in lahko bi rekel, da že prerašča v neko vrsto gibanje. In ker rezultate projekta na Zavodu povezujemo tudi z drugimi aktivnostmi, s tem zagotavljamo tudi trajnost projektnih rezultatov in dolgoročni učinek na celotni sistem in samo poučevalno prakso. Hvala lepa, dr. Logaj. Iskrene čestitke vam, vašima sodelavkama in vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem projektu. In naslednji pozdrav gospe Vani Kolar-Ivačič z osnovne šole Bistrica ob Sotli. V okviru mednarodnega projekta Ukrotimo kompetence 21. stoletja ste naredili, kot omenjeno, velike premike pri uporabi sodobnih informacijskih tehnologij pri poučevanju osnovnošolskih otrok. Zanima me, kakšen vpliv je imel projekt na učitelje in glede na to novo realnost, v kateri smo se znašli, boste najbrž lahko pritrdili, da ta sodobna orodja lahko zelo olajšajo delo na daljavo, ki se ga zdaj pravzaprav vsak dan poslužujemo. Tako, prav lepo pozdravljeni. Torej, naš projekt se je pričel z idejo naše gonilne sile ravnatelja Bogomirja Marčinkoviča, da bi premostili vrzeli v digitalni kompetentnosti naših učiteljev. Preko CMEPIUS-ovega kontaktnega seminarja je vzpostavil stik s koordinatorico prve osnovne šole Varaždin, ki so imeli željo in voljo zvišati kompetence tudi na njihovi mestni šoli.
In glede na potrebe naših šol smo oblikovali potem projektne cilje in osnovali aktivnosti. In naš cilj je bil, da bi opolnomočili in usposobili predvsem učitelje naših 2 šol, vendar je pa bil potem učinek občutno večji. Razvili smo namreč 3 izobraževalne module, motivacijskega, sodelovalnega in ustvarjalnega, in vsakem smo predstavili nekaj skrbno izbranih in v razredu seveda preverjenih spletnih okolij in orodij, ki so brezplačni in na voljo za vse sisteme. To se nam je zdelo pomembno. In hkrati smo predstavili ciljno načrtovane učne aktivnosti, ki jih ta okolja podpirajo in hkrati omogočajo. In module smo izvajali na delavniški način, tako je lahko več učiteljev spoznalo in uvidelo, da njihova dobra praksa ni ogrožena z uvajanjem IKT-ja in da je lahko z uporabo tega nadgradijo in povečajo motivacijo in učni uspeh pri učencih. Da ni nič narobe, če učitelj česa ne zna in da je bolj pomembno, da se želi približati učencu. In na koncu smo preko izvajanj teh modulov dosegli kar 1800 učiteljev in to na 75 šolah, tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. In povratne informacije so bile res nadvse pozitivne. Povpraševanje po novih izvedbah se še kar vrstijo in še večji učinek smo pa zdaj dosegli s tiskano izdajo priročnika za učitelje, ki ga zdaj razpošiljamo po knjižnicah in po šolah. Torej, v teh novih razmerah je nam na šoli prišlo prav spoznanje tega projekta, da je dobro sodelovati, si deliti tako dobre prakse, kot tudi težave in skupaj iskati rešitve. Tudi zato smo na naših šolah bili bistveno bolj pripravljeni na poučevanje na daljavo. Učinkovit se je izkazal pristop, da so na primer najprej učitelji dobili v uporabo kvalitetne tablice, v našem primeru iPade, na Hrvaškem pa kvalitetne Androide. Tako so napravo najprej dodobno spoznali in tako bolj suvereno uporabljali pri pouku. Se pravi, najprej učitelji in potem delo v razredu. In zdaj znamo izbrati orodje in okolje in način, da učinkovito poučujemo tudi na daljavo. In učenci so z napravami delali že v šoli, torej tudi zdaj doma nimajo večjih težav in jih spretno uporabljajo. Znane so jim veščine varnega rokovanja s temi napravami. In nenazadnje vemo, da so na tem področju spremembe še toliko bolj konstantne in jih znamo sprejemati kot izzive in ne kot težave. In da vemo, da lahko in znajo tudi prinesti kaj dobrega, kot smo prej slišali, povezovanje povečajo med nami. Tudi mi to opažamo. In tako smo suvereno izbrali zdaj tudi novo okolje in poenotili uporabo, vključili v izobraževanje tudi starše, na primer mlajših otrok, kar je zelo pomembno. In nenazadnje imamo zelo dobro povezujočo klimo. Že prej smo med sabo sodelovali sicer, ampak zdaj je preraslo znotraj tega projekta res v prava strokovna prijateljstva. Upamo in želimo priznati napake, da lahko skupaj najdemo rešitve. In zavedamo se, da z delitvijo dobrih praks postajamo bogatejši in drugim in večjim omogočamo idejo, tisti klik in aha, da lahko potem po svoje in najbolj prav delajo in uvajajo. IKT okolja in orodja danes žal poučevanje in učenje na daljavo ne samo, da olajšajo, ampak tudi omogočajo kvalitetno izvedbo. Brez kompetenc na tem področju ni pristnega stika z učenci, ni sodelovanja in ni razvijanja veščin, ki so najosnovnejše za napredek in zdrav razvoj. Na naši šoli nam enotno okolje omogoča, na primer, za učenci preko video srečanj, da razpravljamo, da se jim lahko preko klepetov individualno približamo in da lahko preko skupin in virtualnih platen omogočamo sodelovanje tudi med njimi. Preko interaktivnih zvezkov lahko podajamo tudi kvalitetno povratno informacijo, na primer tudi zvočno za mlajše učence. In učenci si lahko medsebojno vrednotijo delo in spodbujajo k napredku. Orodja za preverjanje učiteljem, ki temeljijo na igrifikaciji, spodbujajo in ohranjajo in zavzetost za učenje na daljavo. To je zelo pomembno. In seveda mora biti tega le za vzorec. To je tudi pomembno in skrbno premišljeno. Potrebna je rutina, znotraj nje pa tudi pozitivna presenečenja. In v imenu vseh se tudi na naši šoli Bistrica ob Sotli zahvaljujem Cmepiusu
za vso strokovno usmerjanje in podporo med projektom in za to, da ste v našem delu prepoznali kakovost in nam podelili to prestižno priznanje. Hvala lepa in iskrene čestitke tudi vam. Zdaj pa še pozdrav v osnovno šolo Dragomelj, gospodu Petru Jerini. V okviru projekta ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih, so torej učitelji nadgrajevali svoje kompetence z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami, ter se seznanjali z inovativnimi načini uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvajanje bolj kakovostne in dostopne strokovne pomoči tem učencem. Torej, gospod Jerina, dober dan tudi vam in iskrene čestitke. Vi pa prosim povejte, kakšen vpliv je imel projekt na vaše učence. Tu bi izpostavil recimo program za slabovidno deklico pri urah športne vzgoje ali pa recimo intenzivni tečaj slovenščine za učence priseljence. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. Na začetku bi rad čestital kolegicam in kolegom, ki so bili vključeni v ta projekt. Za našo mlado šolo je bil to prvi projekt mednarodnega sodelovanja in zelo smo veseli in počaščeni, da je bil izpeljan tako, da ste ga uspeli prepoznati kot zelo kvalitetnega. Seveda na naši šoli ves čas delamo zelo kvalitetno z učenci s posebnimi potrebami, zato se je tudi na začetku porodila ideja, da bi šli pogledati, kako te stvari počnejo drugod po Evropi, da vidimo druge prakse in jih prenesemo k nam. Ugotovili smo, da tudi širše v Sloveniji imamo zelo dobro postavljen sistem dela z otroci s posebnimi potrebami, da primerjalno v Evropi smo zelo dobri na tem področju kot Slovenci z našim sistemom. Dobili smo pa tudi nekaj dobrih idej in pobud in jih tukaj v okviru tega projekta realizirali. Vpliv na učence je zelo velik. Vsi vemo, da je šola dobra toliko, kolikor ima dobre učitelje. In učitelji so preko teh mednarodnih izkušenj zelo veliko osebnostno pridobili. In ta znanja, ki so jih tam pridobili, potem tudi delili učencem. Tako da ocenjujem, da so učinki obsežni in da bomo lahko ravno zaradi tega projekta tudi v bodoče še bolj kvalitetno delali z vsemi učenci, s tistimi s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno učiteljevo pomoč in tudi s tistimi nadarjenimi. Verjamemo, da bo tako. Hvala lepa, čestitke tudi vam in vsem trem. Vas vabim, da se zdaj vrnete med naše občinstvo. Mi pa bomo zdaj predstavili nagrade Jabolka kakovosti v programu Erasmus+ na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nagrado prejme šolski center Nova Gorica za projekt, ki ga je koordinirala Rosana Pahor. V svojem mednarodnem projektu Mreženje za podjetništvo je šolski center Nova Gorica povezal podjetja, druga področja izobraževanja in šole, pri čemer je izhajal iz temeljne definicije podjetništva, ki veli, da je podjetništvo zmožnost pretvoriti ideje v dejanja, vendar samo tiste, ki ustvarjajo vrednost tudi za druge ljudi. Nagrajenka je tudi, oziroma nagrajenec, šolski center Srečka Kosovela Sežana in koordinatorica Maja Prešeren. Usposobljeni za prihodnost je mednarodni projekt šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Z njim so se še bolje povezali s svojim lokalnim okoljem, ki prepoznava vrednost te izobraževalne institucije. Obenem pa kompetence, ki so jih pridobili udeleženci projekta, so pomembne seveda tudi za širše mednarodno okolje. Zdaj se nam bosta pridružili gospa Rosana Pahor in gospa Maja Prešeren. Dober dan obema in najprej seveda vprašanje za Rosano Pahor z šolskega centra Nova Gorica. Kot omenjeno projektu Mreženje za podjetništvo je ta ubral popolnoma nov način učenja in poučevanja podjetništva in oblikoval mednaroden podjetniški modul NET-NT. Vprašanje, torej gospa Pahor, s pomočjo mreženja in mednarodnega sodelovanja so dijaki in učitelji ustvarili tržno zanimiv izdelek. Kaj je v resnici nastalo? Opišite nam čim bolj plastično te rezultate projekta. Hvala za besedo. Jaz sem tudi zelo vesela nagrade in se bi zahvalila vsem inovativnim učiteljem, ki delajo na teh projektih.
in tudi tistimi, ki so delali z mano. In učencem seveda, ker to kar zahteva nek drugačen način dela in vpletenosti v šolsko učenje in poučevanje. Zdaj, kar je v tem projektu nastalo, je nastalo kar precej izdelkov in sicer od jakne z sončnimi celicami vgrajenimi, ki omogoča, da računalnik in telefon nikoli ne ostaneta brez polnjenja in brez baterije, do raznih lesenih izdelkov, vendar jaz bi tle mogoče še bolj kot izdelke, ki so nastali, poudarila, da je nastal nek proces učenja in poučevanja in sicer je nastal v bistvu modul, ki je uporaben večkrat znova in znova za kreiranje novih izdelkov, ki jih ocenjuje trg. To se nam je zdelo zelo pomembno v tem projektu. Se pravi, pristopili smo na nek način inovativnega poučevanja podjetništva, kar pomeni, da so se mogli tudi učitelji naučiti neke čisto inovativne metode, tako imenovanega coachinga in ga uporabiti v učenju. Nastal je torej celoten proces podprt z učnim načrtom, učbenikom za dijake, priročnikom za učitelje in številnimi primeri digitalnih filmčkov in drugih stvari, ki jih lahko posameznik, ki razvija svojo idejo, uporabi pri svojem delu. Torej, pomembno je to, da je proaktiven učitelj in učenec, razvija svojo idejo, vključuje po potrebi druge stroke in si z njimi pomaga do končnega rezultata. Ne učimo se več v bistvu zato, da nekaj znamo, ampak ves čas soustvarjamo ta učni proces kot neke puzle. Tako učitelji, kot učenci, kot podjetja vključena in ta proces v bistvu sproti nastaja. Tako rekoč gre čisto za neko novo paradigmo učenja in poučevanja, bi jaz rekla. In kar je zelo pomembno je to, da ta proces ostane in ga lahko znova in znova uporabimo za realizacijo in kreiranje novih projektov. Se pravi, namesto da nam učitelj tle govori, kaj moramo storiti, vam bo tak učitelj coach v bistvu zastavljam pomembna vprašanja, ki vas pripeljejo do neke lastne rešitve. In recimo ta modul je bil pa tudi oblikovan tako, kar bi rada poudarila, da smo v prvem delu vključili v šolski sistem recimo na nek način neka znanja, kompetence, podjetniške osebnosti in osebnostne rasti, ki do zdaj v bistvu v šolstvu še na nek način ni bil izpostavljen. Tako da so se učenci učili verjeti vase, postaviti svojo vizijo, biti sam svoj kreator lastne usode in lastnega napredka. Tako da je ta učni proces v bistvu bolj temeljil k nekemu doseganju lastnih ciljev, k timskemu delu, raziskovanju in refleksiji o doseženem. Tako da to se mi zdi zelo pomembno poudariti. In seveda zdaj naslednji korak je čim bolje to implementirati, se pa pri takih revolucionarnih zadevah vedno postavi ta sistemska umeščenost, bo verjetno malo dlje trajala. Vendar nekje je treba začeti, tako da jaz mislim, da je to kar taki primeren začetek in to je tudi seveda mednarodno v 4 jezikih narejeno, tako da za uporabo. Bom vesela kakršnihkoli vprašanj kogarkoli še naprej. Hvala. Ja, hvala tudi vam in srečno vztrajajte seveda tudi v prihodnje. Zdaj pa še v šolski center Srečka Kosovela v Sežano. Maja Prešeren je z nami s projektom Usposobljeni za prihodnost, je šolski center Srečka Kosovela dosegel izjemne rezultate in sicer tako na področju strokovnega razvoja dijakov in osebja, kot tudi na področju prepoznavnosti šole v očeh domačih in tujih podjetij. Torej, gospa Prešeren, dijaki so v tujini pridobljena znanja uporabili tudi za ustanavljanje učnih in dijaških podjetij. Povejte, kaj to pomeni v praksi? Lahko katero od teh podjetij denimo preraste tudi v čisto pravo podjetje? No, lep pozdrav tudi z moje strani in zahvala najprej vsem 53 udeležencem mobilnosti v okviru tega projekta, ki so soustvarjali učinke, diseminirali in nekako pripomogli k tej čudoviti nagradi. V petek sem se z mojimi bivšimi dijaki pogovarjala, zdaj so že študentje in so mi zaupali, da so se v projektu naučili predvsem samostojnosti, iznajdljivosti, prilagodljivosti, potrpežljivosti, sposobnosti komuniciranja in sodelovanja, da so se naučili obvladovati stroške in razporejati denar.
tudi veliko strokovnih kompetenc so pridobili iz svojega področja, predvsem digitalnih, z področja multimedije. Sama pa opažam tudi izreden dvig produktivnosti, samoiniciativnosti in motivacije. In s tem so vodili dijaška podjetja, učna podjetja, velike projekte na šoli in verjamem, da bodo ravno tako počeli v pravih podjetjih in velikih projektih v prihodnje. Če povzamem, bi uporabila še misel našega ravnatelja, ki vedno poudarja, da se dijaki na mobilnosti v tujini naučijo predvsem reševanja problemov. In tudi, če to zveni zelo enostavno, je to tista ključna popotnica za prihodnost. Toliko. Hvala lepa. Gospa Maja Prešeren in gospa Rosana Pahor sta bili z nami. Še enkrat čestitke torej v šolski center Nova Gorica in šolski center Srečka Kosovela v Sežano. Mi nadaljujemo s predstavitvijo najboljših na področju terciarnega izobraževanja, in sicer jabolka kakovosti za zgodbe o uspehu v programu Erasmus Plus na področju terciarnega izobraževanja prejmejo Univerza v Mariboru in koordinator Uroš Kline. Univerza v Mariboru je prejemnica jabolka kakovosti zaradi strateških aktivnosti, s katerimi je vnašala mednarodno dimenzijo v domače okolje, obenem pa iskala načine za motiviranje svojih študentov za mednarodno mobilnost, pri čemer je skušala doseči široke in raznolike skupine kandidatov. Druga nagrajenka pa je Univerza v Ljubljani in koordinatorica profesorica doktorica Špela Vinter. Projekt Ljubljanske univerze z naslovom DigiLink je razvil vsebine na področju digitalne lingvistike, ki so nujno potrebne za sodobno visoko šolstvo. Istočasno pa je poskrbel za učinke na najširši mogoči ravni in dvignil raven vključenosti različnih ciljnih skupin. Zdaj torej vabim v našo družbo še predstavnika Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani. Najprej lep pozdrav profesorju doktorju Zdravku Kavčiču. Dober dan. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, Mariborska univerza je v zadnjem letu izstopala s svojim izrazito strateškim in celostnim pristopom k komuniciranju z različnimi javnostmi, vpetimi v aktivnosti projektov mobilnosti programa Erasmus+. Kako je ta projekt vplival po vašem mnenju na civilno družbo? Kaj pomeni vključevanje mednarodnih študentov v projekt, naprimer za lokalno okolje? Dovolite mi, da najprej povem, da me zelo veseli, da je bil trud naše univerze prepoznan in nagrajen, za kar se v prvi vrsti iskreno zahvaljujem za vložen trud in predano delo vsem našim sodelavkam in sodelavcem, ki sodelujejo v projektu, in pa seveda CMEPIUS-u za prepoznano kakovost našega dela in pa podeljeno nagrado. Ta bo za nas gotovo pomembna spodbuda za delo tudi v prihodnje. Kar pa zadeva vpliva projekta mobilnosti Erasmus Plus na širše okolje, pa ima ta zagotovo zelo pozitiven vpliv na širše okolje mesta Maribor, predvsem v smislu, da so tuji študenti za svojo prisotnostjo v mestu poživili mesto in prinašajo tudi pobudo za večjo stopnjo internacionalizacije tako univerze kot tudi samega mesta, ki se tudi samo sicer vidi v veliki meri kot turistično mesto. Veliko število tujih študentov na izmenjavi, približno 1000 pred korona krizo seveda, nam omogoča, da lahko izvajamo številne aktivnosti tudi na področju razširjanja učinkov programa Erasmus Plus v lokalno okolje. Naj na kratko omenim zgolj 3 projekte. Najprej projekt imenovan Social Erasmus, na njega smo gotovo lahko zelo ponosni. Namreč v okviru projekta sodelujemo z številnimi osnovnimi in srednjimi šolami v širši mariborski regiji, na katerih tuji študentje, učencem in dijakom predstavijo sebe, svoje države, kulturo in medkulturne razlike. Interes po tovrstnih predstavitvah iz leta v leto narašča, še posebej je to za razliko od letošnjega leta, seveda v času pred decembrskimi prazniki in pa šolskimi počitnicami.
Drug projekt, ki ga želimo vzpostaviti, je projekt Erasmus plus praktikanti v podjetju, s katerim želimo podjetjem v Mariboru in njegovi širši okolici omogočiti pridobitev mladih tujih študentov in diplomantov iz partnerskih institucij na prakso preko programa Erasmus plus. Pri izvajanju smo bili do zdaj zelo uspešni in sodelujemo z več podjetij iz severovzhodne Slovenije. In zadnji, ki je mogoče v mestu najbolj viden, v okviru projekta Erasmus dneva 2019 smo organizirali parado po mestu Maribor z več kot 500 tujimi študenti iz 30 držav, s katero smo želeli prebivalce mesta Maribor in širše okolice seznaniti z različnostjo tujih študentov, ki študirajo na Univerzi v Mariboru, hkrati pa širiti tudi zavedanje o pomenu mobilnosti, medkulturnosti in pa različnosti. Seveda smo parado zaključili z dogajanjem na osrednjem trgu v mestu, to je trgu Levna Štuklja, kjer smo organizirali Erasmus ima talent, s katerim so se tuji študenti predstavili po državah, temu pa je sledil koncert 2 glasbenih skupin in na ta način ta kulturni dogodek tudi zaokrožili. V letošnjem letu žal nam je korona kriza to preprečila, verjamem pa, da bomo v prihodnjih letih lahko te projekte in seveda druge še tudi bistveno nagradili. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam, ravno sem hotel komentirati, kakšni časi so to bili, paradiranje po mestu, koncerti na trgu in tako naprej. Gremo torej še iz Maribora v Ljubljano. Profesorica doktorica Špela Vintar je z nami. Pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je konzorcij 5 evropskih univerz in češkega podjetja v okviru projekta DigiLink ali DigiLink izdelal spletne module, del gradiv je prilagojen skupinam s posebnimi potrebami. Doktorica Vintar, nam lahko morda čim bolj enostavno pojasnite, za kakšen projekt gre in dober dan seveda. Dober dan, lepo pozdravljeni. Projekt DigiLink na nek način vzpostavlja eno novo študijsko področje, ki je tudi v globalnem smislu ena interdisciplinarna kombinacija, ki prej ni obstajala, in sicer gre za kombiniranje jezikoslovja, računalništva in družbenih ved. Tako da smo v okviru tega projekta vzpostavili en nov kompetenčni okvir. Oblikovali smo spletno središče s partnerji za e-učenje digitalnega jezikoslovja, na katerem danes beležimo že preko 800 registriranih uporabnikov, torej tukaj je dostopnih 7 celotnih univerzitetnih predmetov. No, vzporedno s tem smo pa v sodelovanju z Zagrebško in Masarikovo univerzo v Brnu oblikovali mednarodni magistrski študijski program, se pravi program digitalnega jezikoslovja, ki se bo začel izvajati prihodnje študijsko leto. Študenti pa ob zaključku prejmejo skupno diplomo vseh 3 univerz. Tako da smo izredno ponosni na to in veseli, ker nam je ta projekt v bistvu omogočil eno tako platformo, v okviru katere je zrastel ta nov, sicer zelo kompleksen, ampak po mojem mnenju tudi zelo kakovosten nov študijski program. Tako da se zahvaljujemo za nagrado, smo nekako ponosni na rezultate in se tudi že veselimo novih generacij študentov. Ja, hvala tudi vam. Veseli nas, da tako radi pokažete to nagrado, ki ste jo prejeli. Torej, doktor Kačič in doktorica Vintar sta bila z nami iz Mariborske in Ljubljanske univerze. Lep pozdrav obema. Mi pa zdaj nadaljujemo še z zadnjim področjem. Predstavljamo vam jabolko kakovosti za zgodbe o uspehu v programu Erasmus plus na področju izobraževanja odraslih. Nagrajenka je UPI Ljudska univerza Žalec in koordinatorica Tina Baloh. Ljudska univerza Žalec je nosilec projekta z naslovom Kombinirano učenje, pri čemer se osredotoča na informacijsko-komunikacijske tehnologije v poučevanju odraslih ter kompetence, ki so potrebne za njegovo izvedbo, pri vsem pa ne pozabi tudi na vključenost končnih uporabnikov. Iz Žalca se nam bo zdaj pridružila gospa Franja Centrih. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni. Zdaj sva pa
samo midva, eden na enega, kot se reče. Povejte, projekt z naslovom Kombinirano učenje je primer torej dobre prakse projekta, katere rezultat je priročnik, ki skupaj z vsebinami na spremljajoči elektronski platformi predstavlja pregledno in praktično orodje za vse tiste, ki se s kombiniranim učenjem srečujejo prvič ali pa le želijo nadgraditi svoje znanje. Narejen je po logiki izobraževanja odraslih, nič za njih, brez njih. Torej, v projekt so bili aktivno vključeni različni deležniki z področja izobraževanja odraslih. Katere dobre prakse in ideje so se razvile iz tega sodelovanja? Lep pozdrav. Res je, tako kot ste rekli, v projekt so vključeni številni različni deležniki. Mogoče bi pri tem najbolj izpostavila, poleg seveda organizatorjev izobraževanja odraslih, torej naših sodelavcev in udeležencev, predavatelje. Torej tiste deležnike, ki stojijo v prvih vrstah v razredu pred udeleženci. In sicer so to predavatelji tako v formalnih kot tudi v neformalnih programih za izobraževanje odraslih. Ti naši predavatelji so sodelovali že v vseh fazah priprave projekta, in sicer pri izvedbi intervjujev, pri pilotnih delavnicah, pri usposabljanju v tujini in nato tudi na multiplikativnem dogodku. Skozi ta projekt smo z njimi poglobili sodelovanje, poglobili zaupanje, ter na ta način tudi olajšali uvajanje kombiniranega učenja v prakso. Rezultati projekta, kot je priročnik, kot je e-platforma, so povečali našo prepoznavnost tudi v strokovni javnosti, med organizacijami za izobraževanje odraslih, med ljudskimi univerzami in smo tako na primer v sodelovanju z nekaterimi že pripravili tudi program, ki ga izvajamo v okviru projekta Odličnost v izobraževanju odraslih. Nadalje smo pri nas na UPI Ljudski univerzi Žalec pripravili tudi program usposabljanja za učitelje, ki je vpisan v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Da tako rečem, navezali smo številne nove stike z strokovnjaki na področju e-izobraževanja oziroma e-izobraževanja za digitalno dobo v Sloveniji. Predstavili smo se tudi s prispevkom na andragoško-pedagoških dnevih na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in upamo, da bo naslednji korak tudi ta, da bomo lahko rezultate svojega projekta, izkušnje in dobre prakse kmalu predstavili tudi študentom. Nenazadnje pa mislim, da moram povedati tudi to, da smo skozi ta projekt močno okrepili naše mednarodno sodelovanje in tako v sodelovanju s tujim partnerjem Univerzo v Dublinu že nastaja pobuda v pripravi nekega daljšega programa o kombiniranem izobraževanju oziroma kombiniranem učenju v izobraževalnih programih. Skratka, še vedno raziskujemo možnosti, kako bomo lahko rezultate in učinke, kako bomo lahko rezultate tega projekta čim bolje uporabili v praksi. Mogoče za zaključek se tudi jaz zahvalim za to prestižno priznanje CMEPIUS-u, namreč ta projekt je bil naš prvi projekt, v katerem smo nastopali kot vodilni partner, prvi Erasmus Plus projekt, in smo zelo veseli, da smo projekt izpeljali na takšnem nivoju, da je tudi CMEPIUS priznal kakovost našega dela in nam podelil to prestižno priznanje. Zdaj vam seveda iskreno čestitamo še enkrat. Hvala lepa, gospa Franja Centrih iz UPI Ljudske univerze Žalec, da ste bili danes z nami in vabljeni seveda, da ste v naši družbi do konca današnje podelitve. Zadnji sklop nagrad, ki vam jih bomo predstavili, so priznanja v programu e-twinning Zlati kabel. Nagrado Zlati kabel podeljujemo v različnih starostnih kategorijah, letošnji nagrajenci pa so. V starostni kategoriji od 0 do 6 let Vrtec Litija, koordinatorice projekta so Vida Kristan, Jelena Šlankovič in Sabina Zarnik. Projekt Rainbow Kids, ki ga je vodil Vrtec Litija, je povezal 5 evropskih držav in preko igre, petja, plesa in tako naprej otroke spodbudil k spoznavanju tujega jezika. Otroci so s projektom krepili medkulturne in socialne kompetence, vzgojiteljice pa njihova strokovna znanja. V starostni kategoriji od 7 do 11 let je nagrajenka druga osnovna šola Slovenj Gradec in koordinatorica Katja Jenko.
Osnovna šola Slovenj Gradec, druga osnovna šola Slovenj Gradec je s projektom Our New Technology Classroom povezala predmete angleščine, geografije, računalništva in etike ter združila učence iz 5 evropskih držav. Nove tehnologije so jim služile kot pomoč in motivacija za učenje. V starostni kategoriji od 12 do 15 let pa nagrado prejme osnovna šola in vrtec Apače in koordinatorica Renata Jakič. Projekt Learning Snacks in Learning Apps je povezal učence in učitelje iz 4 evropskih šol, spodbudil medpredmetno povezovanje in pomembno krepil digitalne kompetence udeleženih in sodelovanje nadaljavo. Zdaj torej vabim vse predstavnike projektov, nagrajenih projektov, da vklopite kamere, da se nam pridružite. Najprej pa lep pozdrav gospe Vidi Kristan v vrtec Litija, torej projekt Rainbow Kids je na otroke, ne samo na nje, vplival v veliki meri tudi na profesionalni razvoj vključenih vzgojiteljic ter aktivno vključeval tudi starše otrok in seveda nas zanima, kakšni so bili odzivi staršev, ki so bili vključeni. Lepo pozdravljeni iz vrtca Litija. Veste, v vrtcu si težko kakršenkoli projekt predstavljamo brez sodelovanja starši. Starši so naši drugi glavni akterji in tako tudi pri sodelovanju v mednarodnem projektu Rainbow Kids smo starše vključili kot aktivne člane. Najprej smo cilje in vsebino projekta predstavili na uvodnem roditeljskem sestanku. Starši so bili malo skeptični, kako mednarodni projekt, otroci. No to pa smo z otroki pripravili 2 čudovita nastopa, kjer smo povzeli vsebino iz projekta in starši so bili navdušeni. V času spomladanske korone smo staršem in otrokom pripravili nalogo, da poiščejo in pobarvajo zastave sodelujočih držav in se na to odzovejo na našo spletni sestanek. In na tem spletnem srečanju so si starši in otroci izmenjali nekaj besed, tako v portugalščini, slovenščini, angleščini in starši so bili izredno ponosni na sebe, na svoje otroke in tudi na nas, tako da za večino staršev, pa tudi za nas je bilo takrat, se pravi, to je bilo v mesecu marcu, to prvo srečanje s spletno platformo Zoom, sistemom komuniciranja in tako nam je e-twinning dal en dober temelj za stvari, ki jih zdaj še kako zelo potrebujemo, se pravi za spletno komunikacijo z vsemi. Največ smo sodelovali s Portugalsko, izredna zahvala tudi njihovi mentorici Virginiji Estevas, ki nas je uvedla v ta projekt, ker bili smo novinci in tu bi se v svojem imenu, v imenu vrtca Litija, v imenu svojih sodelavcev, otrok in staršev prav lepo in iskreno zahvalila za to prestižno nagrado, ki bo krasila naš vrtec. Hvala lepa. Hvala tudi vam in iskrene čestitke. Zdaj pa pozdrav Kati Jenko z druge osnovne šole Slovenj Gradec, torej namen vašega projekta Our New Technology Classroom je bil seznaniti učence s prednostmi uporabe novih tehnologij pri učenju tujih jezikov in raziskovanju njihovih interesnih področij s poudarkom na e-varnosti. Nas pa zanima, glede na to, da so učenci delali v mednarodno mešanih ekipah nadaljavo, katera nova znanja ali veščine so osvojili, ki jih morda pri klasičnem pouku ne bi? Letos decembra, ko smo slovenski učitelji postali pravi mojstri v uporabi moderne tehnologije, je pravzaprav nenavadno govoriti o tem našem projektu Our New Technology Classroom, ki smo ga v septembru lansko leto ustvarili učitelji iz Turčije, Poljske, Španije, Slovenije. Takrat se niti približno nismo zavedali, da se pravzaprav učimo poučevanja nadaljavo. Z anglisti smo še takrat v živo lansko leto, kljub vsej uporabni tehnologiji in moderni tehnologiji, izvedli v okviru projekta Snail Mail, torej klasično dopisovanje po pošti in učenci so bili preprosto navdušeni. V tem klasičnem dopisovanju je sodelovalo kar 200 učencev iz vseh držav
iz vseh teh naštetih držav in učitelji smo poskrbeli, da je prav vsak od njih dobil vsaj eno sporočilo od tujca. Še posebej smo ponosni, da smo pri tem se veliko pogovarjali tudi o etiki, v katerih državah katere praznike praznujejo, da ne bi prišlo do nenavadnih situacij pri pošiljanju pošte. Še posebej ponosna smo na nastanek elektronske knjige v Story Jumperju o dvojčkih Techno-Twins, ki sta v bistvu namesto nas potovala, takrat je bila namreč Evropa zaprta, po partnerskih državah, spoznavala sta vključene države, mesta, šole, kulturo in običaje. In pri nastajanju te knjige na daljavo so pomagali učenci, ki so poleg vsega šolskega dela, ki so ga imeli na daljavo, našli tudi čas za e-twinning projekt. Zelo rada bi povedala, da je e-twinning na naši šoli pravzaprav zgodba o medgeneracijski učeči se skupnosti. V projekt vsako leto vključimo nadarjene učence, jezikovno nadarjene učence, ki pod mentorstvom anglistke Alenke Pongrac prispevke spreminjajo v lepo angleščino, da jih lahko potem objavimo v TwinSpaceu, kajti na primer sama doživljam salve smeha teh učencev, kadar uporabljam svojo v starosti priučeno angleščino. Učenci pa se lahko ob tem naučijo neke sproščene komunikacije, saj lahko kljub takemu nepopolnemu znanju angleščine komuniciramo s partnerji in na koncu odlično izpeljamo vse zadane dejavnosti. In vesela sem, da smo zdaj na ta račun vsi skupaj prejeli to prekrasno nagrado in smo vam resnično hvaležni. Mi pa vam privoščimo, da zdržite še tega, upam, da malo časa, kolikor je še potrebnega, da se pouk preseli nazaj v šole in vrtce. Zdaj pa program, torej pozdrav še Renati Jakič z osnovne šole in vrtca Apače. Projekt Learning Snacks in Learning Apps je povezal šole iz 4 držav z namenom priprave digitalnih učnih gradiv za različne predmete. Spet nas zanima konkretno, kaj je pri tem projektu nastalo. Gre tu za kakšne aplikacije, ki so jih izdelali učenci? Torej, lep pozdrav iz Apač in iskrena hvala za tole prestižno nagrado. Čeprav smo šele mladi člani e-twinning skupnosti, nam ta nagrada dokazuje, da smo na pravi poti in zagotovo bodo oziroma so učenci te nagrade zelo veseli in jim bo služila kot motivacija za nadaljnje delo. Torej, tekom projekta je nastala bogata zbirka učnega gradiva za različne učne predmete, in sicer tako nemščino, angleščino, matematiko, geografijo in naravoslovje. In učenci so sprva najprej v nacionalnih skupinah, potem pa v mednarodnih skupinah izdelali kvize, križanke, didaktične igre, kot so spomin, poveži pare, vislice, in sicer so to spoznavali in delali v aplikacijah Kahoot, Learning Apps in Deck Toys. Povejte mi, kakšni so odzivi, rezultati? Torej, z diseminacijo so pravzaprav že pričeli učenci, saj so svojo zanesenostjo posameznim učiteljem pripovedovali, kaj torej počnemo pri pouku nemščine. In navdušenje, ki so ga torej učenci kazali pri ustvarjanju tega digitalnega učnega gradiva, je v bistvu učitelji spodbudilo, da so želeli izvedeti torej več o tem, kaj v bistvu pri projektu počnemo. Tako je torej na pedagoški konferenci bila torej priložnost, da sem sodelavci delila izkušnje in ugotovitve s projekta, ter izpostavila v bistvu motivacijski in učni učinek, ki so ga imele in ki ga imajo e-twinning dejavnosti, kadar jih izvajamo torej z učenci. Tako so torej posamezni učitelji začeli vključevati v svoj pouk tudi učno gradivo, ki je ustvarjeno v teh omenjenih aplikacijah, hkrati pa spodbujajo torej učence, da lahko tudi pri njihovih predmetih ustvarjajo in izdelujejo gradivo pri torej njihovih učnih predmetih. Tako da, čeprav je projekt končan, ustvarjanje se ni zaključilo in se torej nadaljuje. Ja, in to je tudi najpomembnejše, da stvar živi še naprej. Hvala lepa tudi vam, gospa Renata Jakič, in iskrene čestitke, kot tudi seveda
Kati Jenko in pa Vidi Kristan. Zdaj pa predstavljamo še zadnji sklop nagrajencev in sicer bomo predstavili nagrajence zlatega oziroma prejemnike zlatega kabla v starostni kategoriji od 16 do 19 let. Tu je nagrajena Gimnazija Ravne na Koroškem in koordinatorica Petra Podstenšek. Projekt Gimnazije Ravne na Koroškem z naslovom Un mundo mejor empieza conmigo je udeležencem projekta prinesel nova znanja in kompetence, potrebne za 21. stoletje, povezane tako z osebno kot strokovno rastjo in razvojem. Zadnja predstavljena nagrada pa je Zlati kabel v posebni kategoriji Skrb za okolje, ki jo prejme Osnovna šola Cankova in koordinatorica Monika Hajdinjak. Projekt Delegates of Water su Elsileri, ki je osnovna šola Cankova povezal s šolami iz Turčije in Italije, poleg aktualnosti tematike odlikuje interdisciplinarni pristop, kombinacija različnih pedagoško-didaktičnih pristopov in motivacija v njihovem prvem e-twinning projektu. Dober dan torej na Ravne na Koroškem in osnovno šolo Cankova. Z nami je gospa Petra Podstenšek zraven in pa gospa Monika Hajdinjak iz osnovne šole Cankova. Gospa Podstenšek, torej medpredmetno zasnovan in v kurikulu vpet projekt Un mundo mejor empieza conmigo, v katerem je sodelovalo 6 šol iz 5 držav, je spodbudil dijake k nadgrajevanju znanja španskega jezika ter k osebnostni in socialni rasti na inovativen oziroma z digitalno tehnologijo podprt način. Povejte, kaj je pri tem projektu nastalo? Ste iz svoje izkušnje s projekta delili tudi z drugimi šolskimi timi, torej učitelji, denimo? Ja, lep pozdrav z Gimnazije Ravne na Koroškem. Naj najprej povem, da je za našo šolo to že drugi projekt nagrajen s priznanjem Zlati kabel, za kar se CMEPIUS iskreno zahvaljujemo in naj povem, da smo tudi zelo veseli in počaščeni, da so naše delo ponovno videli in tudi nagradili. Da odgovorim na vprašanje, kaj je nastalo v našem projektu. Naš projekt, ki je spodbujal osebnostni in socialni razvoj dijakov, je bil sestavljen iz 5 glavnih aktivnosti ter številnih podaktivnosti in pri vsaki izmed teh glavnih aktivnosti je nastala bodisi digitalna knjiga oziroma digitalna predstavitev ali video predstavitev z opisom posameznih aktivnosti, z vsemi izdelki dijakov. V to digitalno publikacijo pa smo vključili tudi zanimive odlomke iz forumov, kjer so dijaki sodelovali oziroma zapisovali svoje misli in mnenja. Izkušnje, ki sem jih pridobila v tem projektu, so predvsem dobrodošle v tem šolskem letu, saj smo pridobili Erasmus Plus projekt, ki je hkrati tudi e-twinning projekt. In večina mojih sodelavcev, s katerimi sodelujemo v tem projektu, nima veliko izkušenj z e-twinning projekti in nam je moje znanje veliko pomoč, predvsem moje poznavanje te TwinSpace učilnice ter tudi ostalih spletnih orodij, ki sem jih spoznala v našem projektu. Z svojim znanjem pa ne pomagam samo mojim sodelavcem, ampak tudi ostalim partnerjem v projektu, ki so mogoče manj izkušeni predvsem v TwinSpaceu in ostalih digitalnih orodjih. Čestitke torej na Gimnazijo Ravne na Koroškem, že druga nagrada, če sem si prav zapomnil. In lep pozdrav še gospe Moniki Hajdinjak z osnovne šole Cankova, torej projekt Delegates of Water su Elsileri je medpredmetno povezal 8 šol iz 3 držav pri ozaveščanju učencev o odgovornem ravnanju z vodo. Povejte, to je pomembno vprašanje, vedno pomembnejše pravzaprav, kakšen vpliv je imel ta projekt na vaše učence? Lepo pozdravljeni, najlepše se zahvaljujem CMEPIUS-u za nagrado. Zelo smo ponosni in pa veseli, da ste ga prepoznali kot kvalitetnega in ga nagradili z zlatim kablom, ter seveda posebna zahvala učencem za njihov trud. Voda je življenje, to dobro vedo naši učenci na naši šoli, manjši podeželski obmejni občini Prekmurja, kjer so še dandanes težave s pitno vodo. Bili so delegati vode skupaj z več turškimi in italijansko šolo. Ko smo v bistvu začeli delati, se je pričelo delo na daljavo
In v timu učiteljev smo prepoznali projektno delo v eTwinningu kot eno od možnosti ustvarjalnega preživljanja prostega časa v teh izrednih razmerah. Načrtnega projektnega dela smo se v bistvu lotili prvič, tako da so učenci v moji začetni navdušenosti tudi kmalu bili zelo motivirani za delo. Projekt je pozitivno vplival na učence, odnos z učenci je postal bistveno boljši, bolj odprt, povezovalni, postali so bolj radovedni, odgovorni, samokritični, ustvarjalni, spoznali so pomen svojega dela, ki je v bistvu ključ za uspeh sodelovalnega timskega dela. Bili so pripravljeni osvajati nova znanja tudi od svojih partnerjev, kar jih je še posebej dodatno motiviralo. Sedaj pa svoje znanja veselo delijo tudi z drugimi učenci, so spet vključeni v nove projekte in pa tudi seveda z učitelji. Gospa Hajdinjak in gospa Podstenšek, zadnji čestitki torej vama, še enkrat hvala lepa za sodelovanje. S tem smo zaključili pravzaprav uradni del letošnje posebne, drugačne prireditve. Zahvaljujem se vsem gostom in tudi vam, ki ste nas morda spremljali od doma. Zdaj pa vabim vse nagrajence, vse udeležence, da prižgete kamere na svojih zaslonih, namreč posebno leto bomo zaključili tudi s posebno skupinsko fotografijo na daljavo, ki se ji letos najbrž reče print screen. No, zdaj v tem trenutku, preden se vse to zgodi, preden vsi vklopite kamere, je prava priložnost tudi, da vas povabim k pogleda na skupne dosežke v zadnjih 7 letih, posebna izdaja Novičnika, ki so jo pripravljali večino letošnjega leta in je delo številnih avtorjev, je na voljo v elektronski obliki na spletni strani Cmepiusa pod zavihkom knjižnica. Povzema pa glavne dosežke, rast in razvoj na vseh področjih izobraževanja v obdobju generacije programa, ki se izteka. No, v tem istem zavihu vas čaka tudi letošnja brošura nagrajencev Jabolka kakovosti 2020 in še veliko drugega zanimivega branja. Torej vsem dobitnikom priznanj, nagrad še enkrat iskrene čestitke. Želimo vam, da se tudi prihodnje leto podate kreativno in pogumno na nadaljnjo pot v svet in saj veste, življenje je izzivalna pustolovščina, če se znamo soočiti s spremembami in se svobodnega duha spopadamo z usodo, potem smo nepremagljivi. To so besede Helen Keller. Še enkrat hvala lepa vsem za pozornost, čestitke za nagrade in če kaj, potem si želim, da se čez leto dni vidimo v živo. Hvala lepa in nasvidenje.